Američan Edward Snowden je pred pol leta razkril, da ameriška varnostna agencija NSA ne spremlja le morebitnih teroristov, temveč prisluškuje kar vse povprek navadnim državljanom in celo politikom. Ljudje pa tega nočejo in vlada Združenih držav se je znašla pod pritiskom, naj tovrstni nadzor omeji. Predsednik Obama zato danes predstavlja spremembe pravil na področju elektronskega vohunjenja. Podrobno pod lupo poglejmo, kako NSA zbira podatke. Za sporazumevanje uporabljamo mobilne telefone, elektronsko pošto in družabna omrežja. Prek njih sporočamo, kaj počnemo in kaj nam je všeč. Vse to v obliki podatkov potuje po računalniških omrežjih. Dostop do njih pa imajo tudi varnostne agencije, kot je na primer NSA. Do njih se dokopljajo tako, da se priključijo na omrežje in jih presnamejo na svoje računalnike. Agencije se lahko glede tega tudi dogovorijo s spletnimi podjetji, kot sta na primer Google in Facebook. Te jim lahko omogočijo vpogled v dejavnost uporabnikov. Ko varnostna agencija podatke pregleda, izve, o čem se ljudje pogovarjajo in razmišljajo, kdo koga pozna ter kaj kdo namerava. Mnogim ljudem to ni všeč in pravijo: to je kršenje naše pravice do zasebnosti. Vlada naj to prepove. Drugi pa to vseeno dopuščajo. S preiskovanjem sporočil bo vlada lažje preprečila teroristične napade in tako bomo bolj varni. Torej, varnostna agencija na različne načine dostopa do elektronskih pogovorov. Nekateri to dopuščajo, drugi pa menijo, da se to ne sme, ker imamo ljudje pravico do zasebnosti.